Pozdravljeni v četrti oddaji Vijolične novice iz studia Belek. Danes za spremembo dva gosta. In sicer člana strokovnega štaba, po domače pomočnika trenerja. Ob meni sta Aleš Mertl in Željko Filipović. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Počutje? Super, počutje odlično. Še vreme nas spremlja tako, kot mora biti. Pogoje takšne, kot smo jih vajeni, kot jih želimo imeti. Najbolj važno je, da so fanti pripravljeni za odrekanje in za delo, tako da to je najlažje delati potem. Žele? Dobro je počutje. Dobro. Ja. Dobro. Kaj sta se zmenila, en bo daljše odgovarjal, drugi pa jaz bolj na kratko. Kak sta vidva ste to popredalčkala zdaj v strokovnem štabu? Nekaj smo prebrali, nekaj smo slišali, tudi izjavo športnega direktorja v stilu good and bad guy. Ne mislim tu nič slabega, ampak bilo je rečeno, da je Žele pripeljan malo, da nekaj uličarskega vnese, ker smo preveč pridni, oziroma je fuzbalu fajn tudi, da imamo tisto drugo stran. Kak vidva? Kdo je bolj strog na igrišču? Jaz mislim, da je kar Merte bolj strog. Ja, ne? Ja. Ampak dobro, le. Jaz pa rad malo mangupe, provam to malo prenesti na njih. Že včeraj na tekmi se je to malo pokazal, ta karakter, kar mi je zelo všeč. Fantje so se potegnali en za drugega in to je to. Merti, koliko je lažje delati v okolju, kot je Maribor, če si prej v tem klubu doživel največje uspehe? Je lažje ali to nič ne olajšuje, recimo, tvojega dela trenutno? Tega občutka, kako bi bilo, če ne bi bil tu, nimam. Tako da mi je to način življenja. In te leta, katere sem preživel tu v klubu kot igralec in zdaj v drugi vlogi, mislim, da je sam velik plus in tako kot se je marsikdo že iz izkušenejših in trenerjev in ljudi v klubu, klub moraš doživeti, da ga čutiti, da kot klub znotraj, da veš, kako funkcionira in kako funkcionira nasploh mesto. In mogoče mi zaradi tega potem trenutno tudi toliko lažje prenašati to tudi na igralce, ker je pač največ to odgovornost prvo do grba, konec koncev predstavljaš prvo sebe, potem predstavljaš kot klub in tako smo funkcionirali kot igralci z Želetom, z soigralci, z vsemi, katerimi smo se vedno trudili, da v takšni luči in v takšni veri to delujemo in na takšen način sedaj nadaljujemo to delo. Žele, je Maribor res specifično okolje? Zelo. Zelo, jaz sem tudi bil malo v tujini in tudi nekje drugje v Sloveniji. Kakor je rekel Merti, klub treba začutiti, treba čutiti to energijo. Tudi zelo dobri igralci se niso znajdli v tem klubu, kar se tiče pritiska in vsega. Tako da, ampak jaz mislim, meni pravi športnik, pravi nogometaš, mora živeti s tem in navijači ogromno pričakujejo, mi v klubu ogromno pričakujemo, tako da cilj je pa samo en, da si prvi in nekateri ne znajo s tem živeti, zato pa jim ni mogoče ratalo, ampak zato pa delamo te neke generacije, to neko zmagovalno miselnost, kar je prioriteta v klubu, da se vsaka tekma zmaga in to je to. Včerajšnja tekma, nekaj si že povedal o njej, kako ste jo videla? Super, ko se tekma konča za zmago, to, kar želiš, še posebej, ko ti da neko potrdilo na ta prve 2-3 tedne, tako kot sem rekel že prej, da se fanti res pripravljeni odrekati marsičemu in s takšno miselnostjo, s takšnim nadaljevanjem in cilj je eden, jasen in ko ima igralec to v glavi razčiščeno, je veliko lažje delati in tako veliko lažje tudi nam prenašati vse te informacije, vse te zamisli in katere, sem rekel, zahteve so visoke, najvišje in kateri igralci so pripravljeni sprejeti to, tudi marsikateri, ko imajo mlajši, pa mogoče ni vajen tega, pa ga neki od starejših, bolj izkušenejših igralcev, ker so zelo pomembni v ekipi, da jim znajo ta prehod na pravilen način predstaviti. Tudi vsi novinci, kateri so prišli, da se vklopijo čim prej v ekipo, tako da to je super delati in včerajšnja predstava nam je dala sam potrdilo. Žele, prej si omenil, to je bilo tudi nam všeč, opazovalcem, borbenost oziroma vsi za enega, ene za vse.
malo se je tudi zaiskrilo, kar v nogometu nič ni nenavadnega. Igralci so reagirali tako, kot morajo, kar smo tudi včasih pogrešali. Jaz mislim, da je nek DNK tega kluba, ta neka enotnost, ta neki skupni cilj in tu ni mesta za neke posamezne ideje oziroma za posameznike. Mi smo kot celota vedno delovali zelo dobro. Isto se je včeraj pokazalo, fantje se čutijo med sabo, čuti se ta energija, kolektiv, edino kot kolektiv lahko uspemo in to je edini način. Merdi, kot nogometaša te vsi poznamo oziroma smo se te vsi tudi zapomnili, nisi pa bil odločen v mladosti, da boš recimo nogometaš. Mi smo malo pobrskali po tvoji zgodovini in ugotovili, da si treniral waterpolo, pa si treniral tenis, alpsko smučanje, smučarske skoke in potem nogomet. Ja, res je. Je bilo zanimivo otroštvo. Imel sem res to srečo, da sem imel takšno podporo pri starših, da sem imel možnost preizkusiti se v marsičem. To tudi skušamo zdaj dati svojim otrokom. Smo zdaj že prišli tudi v obdobje, da lahko vračamo nekako drugi generaciji. Samo Mariboru bojo težko skakali, ne? Težko bojo skakali, ja. Ampak imamo druge lepe športe za punce. Tudi v Mariboru se marsikaj dogaja lepega. Je tudi poleg nogometa. Dobro, ob vseh teh športih pa si tudi delal v gostilni oziroma v pizzeriji. Zvedeli smo, da je bilo tvoja specialnost rezanje in ribanje sira, čiščenje lignov in paniranje šniclov. Tako da ste imeli doma razdeljeno, ne? Ti zdaj nisi mogel vse delati. Ne, vse ne. Nekdo je bil na primer v čiščenju lignov, nekdo je bil zadolžen za vaganje, tehnica. Treba bilo vse Gorenci, veste, to je treba po PS-u. Se pa tudi učiš, mislim, rad kuhaš, smo zvedeli, in pa da se aktivno učiš štajerščine. Zdaj bi te jaz nekaj vprašal, veš, kaj je za Gorenca, ko se preseli na Štajersko, najtežji stavek? V gostilni, da ti malo olajšam, recimo pri kelnerci. To sem imel v misli, da daj še eno rundo. Ne, daj rundo za vse, pa ti kaj piješ, ne? To je hudo, ta rece za Gorenca, ne? Žele, pri tebi bomo potem pogledali fotografije za oba, nekaj fotografij smo zvali, pri tebi smo zelo težko prišli do nekih podatkov, vemo pa vsi, da imaš še eno veliko strast, to je športni ribolov. O tem je bilo že nekaj napisanega, mi, ki smo ti bili bliže, smo tudi iz prve roke zvedli, videli lesk v tvojih očeh, ko si govoril o lepih slovenskih rekah, o ribolovu in od kdaj te to drži? Že od malega, samo pač nisem bil, kako bi rekel, finančno sposoben, da bi si tako opremo privoščil. To se gre za vrsto ribolova in muharjenja. V glavnem, tu se najbolj najdem, najbolj se sprostim, povežem se malo z naravo, gore, reka. To gre pretežno za čiste reke, lovijo se postrvi pa lipan. Jaz se tam najdem, se spočijem, sam sem v naravi, žena včasih se pridruži. In to je to, tu se najdem, to mi je tako za počitek top. Si pa tudi v enem drugem športu, zdaj na, bom rekel, zrela športna leta, dober, to je tenis. Si celo amaterski prvak, ne vem, tam smo zvedeli, je res to, ne, seveda je res, ne. Mislim, ne moreš biti slab, ne, slišal sem, da si tudi šefa strokovnega štaba, to se pravi športnega direktorja, premagal, da ne vem, po njegov besedah je bila sreča po tvojih... Vedno je sreča, ja. Vedno, ne. Ja, tudi drugič, pa je bila tudi sreča. Tudi? Ja. Dvakrat? Pa danes verjetno bo tudi sreča. To se pravi, imaš dosti krat srečo. Srečen sem. Super. Zdaj bomo pogledali še par fotografij, ki smo izbrskali. Merdi, pri tebi bomo začeli s fotografijo, ko si bil star 10 let. To smo pozabili omeniti, verjetno tudi ljubezen do motorjev, to je z moto sejma v Bologni, ali zaradi tega, ker je ta dama na motorju, zakaj si se fotografiral tu? Pa ne, mislim, da nisem bil še toliko miselno prisoten, takrat mislim, da je to očem želel imeti nek spomin še iz... Ja, očem, ne, na motor. Poleg motorja. Super. Da jaz sem bil postranska škoda. Dobro. Tu imamo, ko si bil leto dni starejši, 12 let, šlo je pač za tvojo frizuro, nek modni dodatek. To je zanimiva zgodba.
kaj dela televizija že v tistem času, kaj šele zdaj dela televizija. Z bratom sem imela marsikakšne poskuse v kleti striženja in to je bila umetnina brata. A sama sta si delala frizer? Ja, to je bila umetnina brata. Ja, radiš frizeru. V kleti, ko je malo če nižja energija, malo elektrika. To je bil po televiziji Taribo West, je bil znam po nekih frizurah takih in bila ideja, da bi bila tu še 2 čopka, malo višjega, ampak pol to ni ratalo, to vse. Super. Imamo še tretjo. Ta pa je, smo prebrali pod sliko, waterpolo prvenstvo, Francija. Francija, mislim, da je bilo to v Nici, ne. Zanimivo je, da komentar waterpolo tekma, samo niti ni vode, niti nič druga, pač lačen si bil, Lačen, jem pa rad, kvalitetno. Dobro. Pa si tudi sam skuhaš, Zadnja recimo pa je ta iz Ljudskega vrta, ki dokazuje pač tisto, kar sem prej rekel, da rad plešeš. To je pač posebna vrsta. Zgled je kapetan dal spustil nek tok v telo. Ja, tebe dosti energije med nami. Na takih stvareh se vidi, da je bila res povezava. Je bila evidentna. In še zdaj je, se pravim, to energijo, ko enkrat ima ekipa, to je težko zaustaviti. Dost si je dobo, mogoče zato, ker nisi dalje dal. Ja. Lep spomin. To se že vrača nazaj. To se vrača, tebe že vračanje naprej. Ja, mogel bi video dobiti tega. Super. Evo pa še želeta malo. Prva je klasična. Dokumenti, Ja, zapotni list. Zapotni list, ja. Edino, kaj pač je... Tega ni več. Frizer ali je zelo slabo videl, ali pa takrat, če niste imeli navadi, da bi advokata zelo frizera. Nimam komentarja. Nimaš. Dobro. Razen, da tožim frizera. Druga je zanimiva. Tvoja zgodba iz Bresta, kjer je pač v klubu bil tudi legendarni Maradona. Slišali smo zgodbo, da si eden redkih, če ne edini tam, ki nisi selfija naredil z Maradonom. Nisem mogel čakati tam v vrsti, zaradi tega. Drugače pa bil je v našem klubu tak 3 meseca, 2-krat, 3-krat smo imeli neke sestanke skupaj. Tako, lep spomin. Ja, zelo lep. Zadnji 2 pa v tistem, o čemer smo govorili že prej. Edino, kar nam lahko tu pomaga še, da poveš, kjera riba je to? To je lipan. To je lipan, ja. Lipan. Moreš tako gor, mislim, jaz vem dosto moharjenja. Tak se slikajo. Ja, nič posebnega. Se pa riba bolj spusti, catch and release je v glavnem v jami in spusti. Kar vedno pri ribah vseh obdobjih življenja ni praksa, da bi spuščal, ampak dobro, to je... To je pa v Mozirju, reka Savinja, to je pa riba po staru šarenka. Moram pa povedati, da to je Ljubno, ob Savinji imamo pa zelo velik navijačev, kar se tiče našega kluba. Res imamo. Tako da sem privrčeval pri kartah, bi se reklo. Na vrsti je rubrika Ugani kdo, oziroma koga je mislil naš navijač. Vama bo lažje, ker sta 2. Naj povem, da smo do zdaj v tej rubriki razkrinkali, po domače, da povem, Martina Mileca, pa Ažbeta Juga in Nemanju Mitrovića, da vam bo lažje. Eno od teh 3 ni. Tako da pozorno pogledajta, prisluhnita in... Glejte, ne hoj pa vse po desni napadajo. Ti boš, ja ti malo Morgan! Malo suter si vidi njega. Pa če ove nas vse dobi, te od zadi, te klizne, te z center šut, gledaj ti to, pa tu z levico, stari, to tebe trebalo zaklonirati, to ti grizni v cajtki. Tukaj ima tudi številko, spuk se ne vidim prek. To ti je dober, Joža, prav imaš. Sikušen. Se je bilo težko, Imamo eno darilo za vaju, tudi tradicionalno. To je turška izdelava. Verjetno si merti malo podobno. Naj povem, včeraj sem že to povedal, da zgleda, da pač tu ušesa so od enega, da jim je lažje, tako to ne gledata.
Tako da verjetno si je oni uhe po domače po štajersko od Modrinskega vzel, vse ostalo pa proba nekaj narediti, to je za tebe. Hvala. Evo, Fičo, to pa za tebe, malo lepša frizura, za spomin. Hvala. To zjutranja kava doma. Tako, nam pa je seveda ostala še zadnja rubrika, vreme, ki je milo rečeno zelo razgibano od sonca, dežja in vetra. Kaj pa nas čaka jutri, pa vremenski napovedi. Lepo pozdravljeni še iz vremenske redakcije. Zjutraj sem se počutil precej domače. Pihalo je, kot bi se vozil iz Tolmina do Ajdovščine. Kaj te s tabo je? Jutri pa je nov teden in obračamo nov list. Lepo se bo vrniti na igrišča v sončnem vremenu. Lep pozdrav v studio. Hvala lepa dežurnemu meteorologu Daniju Šturmu. Hvala Željku Filipoviču, hvala Alešu Mertlu, veliko sreče, dobre priprave do konca in Hvala za vabilo. Hvala. Pridi je popoldan do mene. Uroš, poglej karte za domov. to je bilo to, se vidimo jutri. Dobro, to. Dobro sem, vsaka čast. Hvala. Hvala, Merti.